letos kar 6 zlatih priznanj. Kaj je skrivnost uspeha vaše doline? Ja, res je, no jaz moram takoj na začetku reči, da me to zelo veseli in da že vnaprej vsem prejemnikom čestitam in čestitam tudi celotnemu Saša gospodarstvu. Verjamem, da je poleg teh prijav, ki so prispele in seveda bodo danes prejela priznanja še veliko drugih podjetij, ki so inovativna, ki imajo inovativne tako poslovne modele, produkte, neke druge, bom rekla, poslovne inovacije, organizacijske, kakršnekoli, ki jih ob tej priliki ponovno vabim, da se prijavljajo v večjem številu. V preteklosti smo slišali pač nekaj pripomb na zapletenost postopka, vendar če želimo, da so res izbrane kvalitetne inovacije, da stojimo za njimi in da smo lahko na njih ponosni, potem pač postopek tudi terja svoj davek. Tako da v naši dolini lahko rečem, da se je po tej krizi, ki je zajela nekako sektor energetike, porodil pravi vzpon, bom rekla, zlasti v segmentu predelovalne industrije. Mi smo tukaj kar vodilna subregija. Delež teh predelovalnih podjetij je namreč dosega 2/3 vseh gospodarskih subjektov, kar je res izjemno velika številka. Hkrati ob tem pa vemo, da je to sektor, ki je najbolj vezan na izvoz. To pomeni, je treba hiteti z digitalizacijo, z inovacijami in zaradi tega se verjetno ni preveč začuditi, da imamo toliko uspešna podjetja, kar nekaj tudi med tistih 300 največjih podjetij v Sloveniji, ki ustvarijo 40% vseh prihodkov in tudi dobička. Če bi vas vprašala, kaj bi vi položili na srce inovatorjem, kaj bi bil vaš zlati nasvet? Težko bi rekla, če ravno inovatorjem, mogoče bolj delodajalcem, kolektivom, da omogočijo in še naprej spodbujajo ustvarjalno kulturo, samim inovatorjem pa, da se ne pustijo nekako omejevati, da pustijo te, bom rekla, procesne, birokratske in druge zadeve malce ob strani, na tistem delu, ki je njihovo primarno področje in dajo svoji domišljiji, povezano seveda z znanjem, prosto pot.